Leopold I je priplesal v oddajo Radioaktivno. Zdravo. Zdravo. Kakšen plesalec si? Slab. Slab, ampak hkrati pa zelo uživam v plesu, tako da je kar eksplozivna kombinacija. Kakšen plesalec pa je Žan, mogoče veš? Nisem še ga videl v akciji, je pa vsekakor dober za to, da pripravi druge do plesa. Dve perspektivni, mladi, vroči glasbeni imeni sta združili moči. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Mi v bistvu, se pravi, mislim Žan Hauptmann, Vid Turica pa jaz, mi sodelujemo v bistvu zdaj že nekaj časa, ne? Na več komadih smo sodelovali, recimo Povej smo skupaj naredili, potem pri Unikatu je bil Žan zraven. Se pravi, to je v bistvu ekipa, ki se je nekako oblikovala okrog Vida Turice, ki ima tudi studio Basement, kjer snemamo in on pač producira zadeve in tudi igra v Hauptmannovem bandu, tako da, v bistvu tako smo se skonektali in nekako je bilo organsko oziroma nekako je samo od sebe prišlo do tega, da je potem nastal ta komad oziroma to sodelovanje. Dejansko sta se združila dva različna glasbena žanra. Ja, mislim, jaz se težko predalčkam zdaj po nekih žanrih, ker mislim, rap je itak začel presegati te žanre že pred časom, se mi zdi, tako da sploh v bistvu ne vem, kako bi definiral to glasbo, ki jo mi zdaj delamo. Pa niti ne vem, če jo hočem kakokoli definirati. Pač imaš Hauptmanna, pa imaš Leopolda in sta to neka dva različna stila, ki sta se tu srečala. Zato pa ona pleše po svoje. Tako. Je to pesem o enakopravnosti? Tudi o enakopravnosti, o svobodi, o temu, da se ne pustimo podrejati nekim družbenim normam, se pravi, da nič ni narobe, če smo malo samosvoji, malo drugačni, ampak da je to v bistvu nekaj pozitivnega in neka dodana vrednost. In se mi zdi, da bi tudi nasplošno kot družba bilo fajn, če bi stremeli k večji odprtosti, k večji sproščenosti, tako vse splošnem smislu. Ne bi takega, ki je malo drugačen, ki drugače razmišlja, danes označili, da je čuden? Ja, se bojim, da ga bi, Tudi to, da je nekdo čuden, mislim, lahko vzamemo kot negativno, ampak jaz mislim, da je tudi čudne stvari, da so zanimive in si zaslužijo enako obravnavo, kot pa nečudne, zato ker to, kaj je čudno, je v bistvu kulturno pogojeno in vsake oči imajo svojega malarja, tako da kar se nam zdi čudno, je mogoče v kakšni drugi kulturi pa nekaj povsem običajnega. Pleše po svoje je tudi pesem za ples, kar je nenazadnje videti tudi v videospotu. Ja, tako je, mi smo, čeprav je sporočilo pesmi, vse to, kar sem prej naštel, pa smo to zapakirali kot nekaj pozitivnega, nekaj, kar spodbuja k plesu, ker tudi ples je na nek način, tako kot jaz rad pravim, da je rap za mene neka terapija, ne, tudi ples je terapija, tudi preko plesa se da sproščati frustracije in je to neka pozitivna oblika sproščanja, tako telesno kot duševno. Tako da seveda spodbujamo vse ljudi vedno k plesu, zakaj pa ne, ples je čudovita stvar. Zato pa ona v videospotu pleše po svoje. Tako, Anja Štruc je v videospotu, to je igralka, ki je zaigrala in odplesala in opravila odlično delo. Snemala pa sta spot Simon Zimić in Kristjan Fluher. Skladba je sedaj med poslušalci. Kaj še lahko pričakujemo s tvoje strani? Kdaj bo EP, morda album? Ja, zdaj za EP smo že daleč prepozni, ker potem bi lahko že te komade, ki smo jih zbrali v EP, bo album. Ne bom napovedoval, na zadnje, ko smo govorili, mislim, da se nekaj, da bo do konca poletja album zunaj, pa ga še ni. Je pa posnet, vse je v celoti posneto, zadeve se miksajo, res nam malo manjka, ampak ne bi rad več nič napovedoval, zato ker smo mogoče malo preveč perfekcionisti in bolj se stvari rade zavlečajo. Vsekakor pa imamo na lageru še kar nekaj komadov, spet bomo snemali spot in ga tudi verjetno potem v kratkem dokončali, izdali. Kaj več pa niti ne bi izdal okrog tega, razen mogoče, da je naslov albuma Dobro jutro. Bomo pa še parkrat šli spat in si rekli lahko noč, pa bo album tu. Ja, upam, da ne prevečkrat. Bova pa sedaj skladbo Pleše po svoje poslala tudi našim poslušalcem, zato zapleši po tvoje. Seveda, zaplešite, prosim, lepo in uživajte v naši glasbi.
Life je čisti groove, pleše boogie woogie, swing in blues. Sploh ko ma v kupici gin in juice, vsak naslednji korak je easy move. Rajši je na poti, ko da na cilj bi prišla, in to je ne moti, ker una ne razmišlja o otrocih in poroki. Rajši pleše po svoje in na tropskih otokih z domorodci poje. Je samostojna in kompleksna, rada pleše, rada čita, rada seksa. Eksa, život zveke kupice, očara ten sam pogled, take ljubice. Ne sekira se za leta in za gubice, ker gubice od smeha so dobre računice. In neče biti zvezda s kometi leti, tako kak dobro vino v nas leti zori. Ne taki zagaja, ko pesem zapoje, Pleše po svoje, ne rabi tečaja, ona pleše po svoje. Ne vsaki dogaja, pleše po svoje, ko pesem zapoje, pleše po svoje, ne rabi tečaja, pleše po svoje. ona pleše po svoje. In kamkoli gre, una pleše po svoje. Kdakoli če, una pleše po svoje. S komkoli že, una pleše po svoje. Hej, una pleše. Kamkoli gre, una pleše po svoje. Kdakoli če, una pleše po svoje. S komkoli že, una pleše po svoje. Una pleše. Una pleše po svoje. Una pleše po svoje. Pleše po svoje. Učili so plesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama, in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa, tuji ritem je vladar, mimo grede je kda zaplesala za denar. Širila svoj čar po zakotnih diskotekah, a ohranila svoj dar. Se vrtela v piruetah, enkrat samba, drugič rumba bolero. Prvo bilo je kurpol, pa ko kurba bolelo. Celo na trpalnica delala je stoja, ampak to je bilo je vredno, ker je plesala po svoje. Ne taki zagaja, ko pesem zapoje, Pleše po svoje, ne rabi tečaja, ona pleše po svoje. Ne vsaki dogaja, pleše po svoje, ko pesem zapoje, pleše po svoje, ne rabi tečaja, pleše po svoje. ona pleše po svoje. In kamkoli gre, una pleše po svoje. Kdakoli če, una pleše po svoje. S komkoli že, una pleše po svoje. Hej, una pleše. Kamkoli gre, una pleše po svoje. Kdakoli če, una pleše po svoje. S komkoli že, una pleše po svoje. Una pleše, Ne taki zagaja, pleše po svoje.